Pri takšnem avtomobilu je težko biti objektiven, kaj šele racionalen. Če že v osnovi stane več kot 60 tisoč evrov in ima za 24 tisoč evrov dodatne opreme, že mora nekaj ponuditi. Predvsem me je dal misliti dogodek, ko sem se vračal z enega snemanja na Hrvaškem in me je slovenski carinik vprašal, kakšen je avto. Pa sem mu rekel, v redu. In se je čudil, kako je lahko samo v redu, če je pa tako drag. Sem si mislil, se obstajajo še bistveno dražji avtomobili, ampak za povprečnega Slovenca je tudi ta res praktično nedosegljiv. Avtomobil je res impozanten in seveda ni nikakršen kupe z neštetimi vrati, ampak zelo športno elegantna limuzina s 5 vrati. Streha je res nizka, kar ne pomeni, da gospod s klobukom ne bo mogel sedeti spredaj, vsekakor pa je prenizka, da bo gospa strajno sedela zadaj. Tukaj se nizek strop res pozna. Prepih okoli glave se mogoče za takšen rak avtomobila res ne spodobi, ko odprete ogromna vrata prtljažnika. Čeprav ne vem, zakaj bi se kot voznik Audija A7 zaradi tega kaj posebej sekiral. Če se kdo želi peljati zraven naj vse, prostora je zadaj tako ali tako samo za dva. Zadeva, po kateri slovijo Audi v zadnjem času, so luči. Pri tem so res impresivne. Še najbolj pa me je navdušile tale. Daj, stop! Poglejte, ste že videli tako veliko tretjo zavorno luč? Seveda pa domislic in tehničnih poslastic kar ne zmanjka. Dodatke za varnost, kot so aktivni tempomat, infrardeče kamere in podobni, smo obdelali posebej v treningu varne vožnje. Tukaj pa bi raje izpostavil tale prekrasen les na armaturni plošči in izredno prijetno ambientalno osvetlitev kabine, ki zaživi po noči. Marsikdo pa se kar zgrozi, ker avtomobil za 84 tisoč evrov nima električnega pomika sedeža ali vzvratnega ogledala, ki se zatemni. Ampak vse to je še na spisku dodatne opreme. Večja neumnost je, da Audi ponuja kar 2 reži za SD kartice in nobenega USB vhoda. Ne vem, kdo odloča o tem, ampak je očitno izoliran od ostalega sveta. Zato pa gre vsa hvala spet tehnikom, ki so sestavili odlično kombinacijo pogonskega sklopa. 3-litrski dizelski motor 180 kW je kot ulit v tem Audiju, ker je lepo umirjen in tih, lahko pa zelo konkreten, kot to voznik želi. Hitro nabira hitrost in je zmerno žejen. Poraba na testu je poprečno znašala od 7 do 9 litrov. Mene je še bolj navdušil menjalnik. S-Tronic z dvojno sklopko namreč tako hitro in učinkovito prestavlja, da boste res redko posegli po teh ročicah in mu sami povedali, kaj želite. Tudi občutki med vožnjo so za skoraj 5 metrov dolg avtomobil prav dobri. Sicer se čuti ogromna masa, več kot tono 800 tehta prazen, zato v ovinkih ni tako agilen, kot bi včasih radi. Vse pa zelo konkretno odpelje iz ovinka, ko pohodite plin, se 4-kolesni pogon Quattro drži kot prilepljen. Jasno je, da je kupcem Audija A7, A6 preveč navaden družinski in A8 preveč klasičen direktorski. In kot se je že izkazalo pri Mercedesu zelo uspešnim CLS-om, obstaja trg za takšne avtomobile. Še bolj zanimivo pa se mi zdi tole spoznanje. Za Audi smo vedno govorili, da je preveč dolgočasen in racionalen, za A7 pa ne morem reči nič od tega. Je premalo uporaben in predrag. In ravno zato čudovit. Tradicija takšnih položnih zadkov se je očitno šele zdaj prijela in postala moderna. 40 let nazaj pa je bila očitno preveč napredna.